Dober večer, spoštovani gledalci in spoštovane gledalke. Tudi tokrat ostajamo v koraku s časom, saj smo 16. oktobra obeležili Svetovni dan hrbteničnih bolezni in okvar. O slednjih bomo namreč govorili tudi v sklopu naše današnje oddaje Zdravstveni nasvet. Na pogovor sem povabila specialista nevrokirurga dr. Matjaža Voršiča z oddelka za nevrokirurgijo UKC Maribor. Dober večer. Dober večer. Za začetek morda vprašanje, katere so najpogostejše hrbtenične bolezni in okvare, s katerimi se srečujete pri svojem delu? Tukaj bi v prvi fazi povedal, da ko se govori o hrbteničnih okvarah, veliko ljudi razume samo okvare ledvene hrbtenice, torej bolečine, težave s križem. Mi specialisti ločimo v bistvu tako bolezni ledvenih hrbtenice, bolezni vratne hrbtenice in tudi bolezni prsne hrbtenice. Če se osredotočiva samo na bolezni ledvene hrbtenice, so najpogostejše okvare tako imenovana kila medvretenčne ploščice ali zdrs medvretenčne ploščice, po domače tako imenovana diskus hernija, kar je mogoče ljudem bolj domače. To je ena izmed najpogostejših bolezni, ki jih mi potem kirurško zdravimo. Druga pa je vsekakor zožitev tega spinalnega kanala, torej kanala, po katerem poteka živčevje, tako imenovana stenoza spinalnega kanala. Seveda se ukvarjamo tudi z zdravljenjem drugih bolezni, tako z premikom medvretenci, z zlomi vretenc, tumori na vretencih, vendar je tega procentualno manj kot v bistvu tako imenovani diskus herni in stenoz spinalnega kanala. Kje pa se običajno skrivajo vzroki za nastanek tovrstnih bolezni? Če bi lahko v enem stavku povzel, je v bistvu ta glavni vzrok naš modern stil življenja. Torej, hrbtenica pri ljudeh ni narejena, da prenaša vse te obremenitve, ki smo jim izpostavljeni vsakodnevno, ni narejena za recimo daljše sedenje, za daljše prisilne drže, za dvigovanje, za nošenje bremen. Po pravici smo kar malo zanemarili našo hrbtenico oziroma se ne zavedamo, koliko je pomembna v našem življenju. Tako da, če povzamem, je v prvi fazi vzrok, zakaj pride do okvar, naša neaktivnost oziroma pretirana obremenitev hrbtenice. Seveda moramo tu zdaj potem tudi vedeti, da so nekateri ljudje bolj nagnjeni k okvaram hrbtenice, drugi manj. Nekako se raziskuje tudi dedne vplive oziroma dedne dejavnike na te obrabe hrbtenice, ampak najbolj oziroma največ lahko mi sami preprečimo, da pride do teh okvar. Torej bi lahko rekli, da v preteklosti hrbtenične bolezni, okvare niso bile tako pogoste oziroma jih morda celo sploh niso poznali? Poznali so jih že, ampak sigurno niso bile tako pogoste, kot so sedaj. Statistično gledano, kdaj običajno pa nastopijo? V katerem razvojnem oziroma starostnem obdobju? V večini. Če gledamo statistiko, je obolenje hrbtenice oziroma, da smo spet v bistvu obolenje ledvenega dela hrbtenice, eden najpogostejših vzrokov za obiske pri splošnem zdravniku in to takoj za prehladom. Torej v bistvu na drugem mestu so že te bolezni hrbtenic, obrabnostne bolezni hrbtenic in statistično gledano skoraj 99% populacije doživi eno tako epizodo, eno bolečino v križu vsaj enkrat tekom celotnega življenja. Torej v bistvu skoraj ni človeka, ki bi rekel, mene pa v življenju ni bolel križ. Ampak kljub temu, da je toliko pogosto, pa jih v bistvu zelo mali procent pride do nas, da jih operiramo. Torej v bistvu kljub temu, da je tako pogosta bolečina, obstajajo metode, da se to zelo lepo, brez kirurgije, da pozdraviti. Statistično gledano so najbolj prizadeta aktivni del populacije, torej v bistvu od nekje do 30. do 60. leta, torej tisti, ki so največ v gibanju, ki so največ izpostavljeni bremenom in podobnim stvarem. Kaj pa pri otrocih? Se zadeve tudi pojavljajo?
Pri otrocih so same obrabnostne spremembe, torej degenerativne spremembe, o katerih govoriva, izredno redke. Tam gre bolj za prirojene nepravilnosti, za tako imenovane skolioze hrbtenice ali podobno, ampak same te obrabnostne spremembe, kot so recimo diskus hernia, stenoza, in to so pa pri otrocih, mladostnikih zelo redke zadeve. Že prej ste nekako nakazali, pa morda še enkrat ponoviva ali mogoče celo malce bolj razširno obrazložite, kako se po vašem mnenju lahko izognemo tovrstnim okvaram, kako jih lahko preprečimo oziroma s katerimi dejavnostmi jih lahko omilimo? Ja, v prvi vrsti je jasno telesna aktivnost. Človek mora biti aktiven, človek mora skrbeti v bistvu za svojo gibanje, za to, da ne samo hrbtenica, ampak nasploh v bistvu mišice v telesu, da so v nekem gibanju, da so v nekem konstantnem akciji, če lahko tako rečemo. Druga stvar je, izogibati se moramo recimo prisilnim držam. Ko recimo pride bolnik z takšnimi težavami k meni ali pa k splošnemu zdravniku ali pa k fizioterapeutu, torej v bistvu komorkoli, kjer išče pomoč zaradi bolečin v sami hrbtenici, bi moral v prvi fazi dobiti navodila, kako vstajati, kako se obračati, kako dvigovati bremena. Absolutno ne bi smeli predolgo sedeti. Po pol ure, eni uri sedenja bi človek moral vstati, se razgibati, razbremeniti hrbtenico. Potem druga stvar recimo je avto. Tudi v avtu je v bistvu sama obremenitev hrbtenice izredna. Sicer so ti moderni avti zdaj že opremljeni, da imajo torej v bistvu to vzmetenje sedežev, ampak kljub temu je v bistvu to prisilna drža hrbtenice. In pa jasno, ena stvar, ki jaz zelo rad poudarjam pri pacientih, je v bistvu zmanjšanje telesne teže. Torej hrbtenica je ena vzmet v telesu, na kateri je obešeno celotno telo. In če kil preveč, torej če je prevelika teža, tudi hrbtenica izredno trpi. Pa se po vaših izkušnjah ljudje že dovolj zavedamo teh dejavnikov, s katerimi lahko nekako preprečimo bolezni hrbtenice, okvare, ali osveščenost še ni dosegla najboljše možne točke? Glejte, jaz sam pri sebi nikoli nisem zadovoljen, če ni vse perfektno. Tako da v bistvu bom na to vprašanje odgovoril, da se premalo tega zavedamo. Kljub temu, da moram poudariti, da v zadnjih letih je viden pozitiven napredek, v bistvu ljudje pozitivno delujejo na tem, torej v bistvu vse zavedajo, telesna aktivnost je pomembna in recimo sploh tisti, ki so po operacijah, torej ki so bili pri nas operiranih, zelo pridno, da tako rečem, potem tudi ubogajo vsa ta naša navodila, ki jih damo potem po operaciji. Ko se pa nekako pojavijo bolečine v hrbtenici, ki se morda ponavljajo, takrat je običajno prvi korak, da obiščemo splošnega zdravnika. Je tako? Tam se vse skupaj začne? Tako. Splošni zdravnik je tisti, ki bi moral voditi, usmerjati takšnega bolnika, ki bi mu moral znati svetovati. V prvi vrsti je to svetovanje, jasno, tako kot sem omenil, v bistvu edukacija bolnika, torej učenje bolnika, kaj sme, kaj ne sme, kako naj dela. V drugi vrsti je v akutni fazi, torej v bistvu, ko nenadno nastopijo te bolečine, jasno tukaj prisotna tudi v bistvu medikamentozna terapija, torej terapija z zdravili, ustrezni analgetiki, torej zdravila proti bolečinam so potrebna, da se to bolečino preseka. In če uspemo z tem nekako zmanjšati to nenadno nastalo bolečino, sledi potem fizioterapija. Torej v bistvu to je v bistvu nekako algoritem, kako naj bi potekalo to zdravljenje. Vkolikor fizioterapija ne pomaga in vsa ta konzervativna terapija ne pomaga, smo pa pol na vrsti mi, ki potem v bistvu ljudem na drugačen način pomagamo. Nam lahko malce orišete, kako pa potem nekako izgleda obravnava pri vas? Ja.
kot vsi specialisti, jasno je v prvi vrsti zelo pomemben klinični pregled. Torej, najprej, da se z bolnikom natančno pogovoriš, kdaj je nastopila bolečina, kako je nastopila. Treba poudariti, da pri bolečinah v hrbtenici v grobem ločimo v bistvu dve grobi skupini. Prva je nenadna ali akutno nastala bolečina. Bolnik mu ponavadi rekel, jo nekaj sem dvignil ali pa sem nekaj delal, pa me je zasekalo v križu in se bolečina širi ali v eno nogo ali v obe nogi ali pa je v bistvu locirana v samem križu. Drugo so pa bolečine, ki so prisotne že več let. Torej bolečine v križu, ki se začnejo z manjšimi bolečinami in se potem stopnjujejo do te mere, da v bistvu bolniki ne morejo več normalno živeti. Ko mi takšnega bolnika pregledamo, vidimo, kaj je z njim narobe, ugotovimo recimo kakšen nevrološki izpad ali kaj takega, je potem naslednji korak jasno ustrezna diagnostika, torej slikovna diagnostika. Če gledamo bolečine v križu oziroma v hrbtenici, je metoda izbora pri obrambnostnih spremembah absolutno magnetna resonanca. Torej slikanje z magnetno resonanco nam bo ponavadi v 90% skupaj s klinično sliko dalo odgovor, kje je vzrok za bolečino v hrbtenici. Če tega vzroka ne najdemo, so pol še specialne preiskave, ki se jih poslužujemo, da nam pol olajšajo eno diagnozo, do katere pridemo in se lahko potem dotaknemo tega, in se lahko potem odločimo o načinu zdravljenja. Kakšni pa so ti načini zdravljenja? Verjetno je eden izmed njih tudi operacija? Seveda, jaz kot kirurg več ali manj izključno operiram. Eden od načinov, oziroma prvi od načinov je, tako kot sem omenil, bi morala biti fizioterapija, torej, da se poskusi na konzervativen način ozdraviti to bolečino. Je pa ta fizioterapija preskočena v primerih, da ugotovimo, da gre za recimo nek nevrološki izpad, recimo ko pade stopalo ali pa ko bolnik ne more na vodo, blato, tako mi temu rečemo sfinkterske motnje. To so v bistvu določene indikacije, ki zahtevajo takojšnje operativno zdravljenje, takrat ne smemo čakati na... Ampak načeloma pri večini teh obrambnostnih spremembah je dovolj časa, da se naredi fizikalna terapija. Vkolikor ta fizikalna terapija ne pomaga ali pa še poslabša stanje, pa ponavadi smo na vrsti mi kirurgi, ki potem to bolečino kirurško poskušamo ali omiliti ali pa popolnoma odpraviti. Kaj pa potem takem rehabilitacija po sami operaciji? Verjetno je precej dolgotrajna tudi na tem mestu. Je verjetno spet dobra varianta fizioterapija in še kaj drugega? Absolutno. Torej v bistvu mi začnemo z rehabilitacijo že nekaj ur po sami operaciji. Z aktivacijo bolnika, da ga poskušamo na noge postaviti, da ga spodbujamo, da sam začne gibati, da sam začne hoditi. Potem je rehabilitacija namenjena v bistvu specifični fizioterapiji v tem akutnem pooperativnem obdobju in kasneje rehabilitacija lahko tudi v zdravilišču čez nekaj tednov ali mesecev v fazi tega zaključevanja zdravljenja te akutne bolečine oziroma zaključka pooperativnega zdravljenja je v bistvu zdraviliška fizioterapija zelo dobrodošla. Sama rehabilitacija po nekih takih operacijah hrbtenice je doživljenjski proces, jaz temu pravim. Torej v bistvu pacienti morajo vsakodnevno delati vaje za hrbtno muskulaturo, za krepitev trebušne muskulature, torej da se vzdržuje v bistvu neka zdrava hrbtenica, ki potem nima bolečin oziroma ne povzroča bolečin. In če se še nekako vrneva k operacijam, kakšna je povprečna uspešnost le-teh danes? Odvisno, kakšne operacije gledamo. Mislim, mi poznamo različne operacije, če gledamo samo te diskus hernije oziroma te kile medvretenčnih ploščic, so operacije minimalno invazivne, oziroma mi temu rečemo manj invazivne. Pri nas uporabljamo mikroskop, se odstrani tisto ploščico, ki utesnjuje živec, in zato, ker je operacija zelo malo invazivna, poškodujemo malo teh
normalnih struktur, je tudi rehabilitacija zelo hitra in tudi okrevanje zelo hitro. Uspešnost teh operacij je okrog 80 do 85%, nekje 15% je pa tudi v svetovnem merilu ponovitev teh diskus herni. Poskušamo na vse načine in za kirurško tehniko in za rehabilitacijo potem, da bi ta procent zmanjšali, ampak nekje ostaja vsaj 10 do 15%, nekje ta procent. Če gledamo pa recimo operacije utesnitve spinalnega kanala, torej stenoze, to so v bistvu ponavadi bolniki, ki imajo več let te bolečine in težave s krilom, je procent jasno toliko manjši. Tu govorimo nekje o 70% uspešnosti, in jaz tudi zelo rad bolnikom povem, da jim bomo bolečine omilili, ne pa popolnoma odpravili. To je zelo pomembno, da se bolniki tega že pred operacijo zavedajo, kaj jim mi lahko ponudimo in kaj ne. Med drugim pa sem zasledila tudi podatek Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine, da kar pri 95% primerov ljudi z bolečinami v hrbtu gre za nespecifične bolečine. Kaj to pomeni za paciente in ne nazadnje tudi za vas, specialiste? Zdaj, to je vprašanje, kaj je to definicija nespecifična bolečina. Bolečina točno se ve, katere strukture v sami hrbtenici lahko povzročajo bolečino. Če bolnika dobro klinično pregledaš, če narediš dovolj dobro diagnostiko in potem še dodatno diagnostiko, ponavadi prideš do ene, tako kot sem na začetku omenil, neke delovne diagnoze oziroma do vzroka, kaj bolečino povzroča. Pol ne moremo govoriti o tako nespecifičnih bolečinah. Razen, če govorimo v bistvu bolečine v križu, da je nasplošno nespecifična bolečina, kar po mojem mnenju ni čisto, ker vedno je nek faktor, ki to bolečino povzroča. In glede na to, da je bolečina, da imamo nekje nek vzrok, da vemo, kaj bi lahko bilo, glede na to se odločamo tudi o zdravljenju. Če vzameva, da so nespecifične bolečine najverjetneje mišljene tiste bolečine, ki s kirurškim zdravljenjem ne moremo odpraviti, mislim, da je 95% malo visok odstotek. Jaz bi tukaj nekje to znižal nekje na 60 do 70%, torej teh bolečin. Se pa da ta odstotek zelo lepo znižati z fizioterapijo in pa z v bistvu rednimi vajami, z zdravim slogom življenja, torej zdravim načinom življenja. Tako da v bistvu, mislim, obstajajo metode, obstajajo zdravljenja, ko lahko bolečino zelo zmanjšamo. Pa bi lahko rekli, da so vaši pacienti po operacijah v večini nekako dovolj samodisciplinirani, da skrbijo, da ostajajo v formi, pazijo nase? Kakšne so vaše izkušnje? Zelo različne. Zelo hitro, že ob prvem stiku z bolnikom, vidiš, kdo je zainteresiran, torej kdo bo naredil vse, da se bo bolečine rešil na takšen ali drugačen način. Je pa veliki procent takih bolnikov, ki se preprosto prepustijo. Se prepustijo bolečini, se prepustijo enemu zdravniku, drugemu zdravniku, tretjemu zdravniku in niso pripravljeni sami skoraj da ničesar narediti, da bi zmanjšali to bolečino. Predvidevam, da je s takšnimi pacienti tudi težje sodelovati. Absolutno, absolutno. So pa takšni pacienti največji izziv. To je pa tudi res. Sicer pa predvidevam, da imate po podatkih sodeč, glede na to, koliko je bolnikov z bolečinami v hrbtenici, na vašem oddelku zares veliko gnečo. Bi lahko rekli, da se zdravniki čutite tudi kdaj preobremenjene? Se čutimo preobremenjene, ampak to nekako spada k zdravniškemu poklicu. Mislim, da velika večina, ki smo se odločili za zdravniški poklic, sploh za poklic kirurga, oziroma da si se usmeril v samo kirurgijo, si moral že na začetku vedeti, da je to garanje. To ni sedenje v pisarni,
pa ne zdaj narobe razumeti, da, Ja. da to ni naporno delo, ampak kljub temu, sama kirurgija je garanje in v bistvu to, velika večina nas je to že a priori na začetku sprejela in tudi v bistvu tega ne čuti kot obremenitev, ne. Je pa dejstvo, da je teh bolezni vedno več. Vzrokov je več različnih, od tega, da so bolniki res bolj bolani, do tega, da v bistvu tudi preko zdravstva iščejo različne načine, da bi se recimo hitreje invalidsko upokojili in pa iskali bližnjico do upokojitve, no. Tudi s takimi primeri se torej Žal se tudi s tem srečujete. srečujemo, sigurno. Ker pa prihajate z oddelka za nevrokirurgijo UKC Maribor, bi nam lahko morda na kratko predstavili, kako je organiziran, morebiti še kakšna posebnost vašega oddelka? Ja. Torej, naš oddelek nevrokirurgije je eden manjših kirurških oddelkov. Na njem delamo 4 specialisti in 2 specializanta. Pokrivamo pa praktično celotno to severovzhodno in severozahodno regijo, zdravimo tako poškodbe možganov, tumorje možganov, žilne spremembe in nas v bistvu te bolezni kar nekako preokupirajo oziroma predstavljajo veliki delež našega vsakdanjega dela, ne. Tako da hrbtenice sicer imajo pomemben procent, pomemben delež v našem zdravljenju, ampak absolutno imajo te bolezni možganov, tumori, poškodbe, absolutno imajo to prednost, zato so nekateri recimo bolniki zelo jezni, ko morajo dalj časa čakati na operacijo hrbtenice, zaradi tega, ker pač dajemo prednost drugim boleznim. Nikakor pa ne more mimo tega, da je konec preteklega tedna prav v našem mestu Maribor potekalo že 5. srečanje strokovnjakov, ki se ukvarjate s kirurškim zdravljenjem hrbtenice. Prav vi ste bili tudi v vlogi predsednika organizacijskega odbora tega mednarodnega simpozija in zanima me, katere teme ste vzeli pod drobnogled, kako je vse skupaj potekalo in ali je na vašem področju veliko novosti, ki jim je potrebno slediti. Res je, v petek in soboto je potekalo že 5. mednarodno srečanje z imenom Maribor Spine. Ideja tega srečanja je nastala 6-7 let nazaj, z tem, da bi v slovenskem prostoru oziroma v tej regiji nekako predstavili vse najnovejše kirurške metode zdravljenja bolezni hrbtenic. Ne samo teh degenerativnih oziroma obrambnostnih sprememb, ampak tudi pri poškodbah, pri tumorjih in pravzaprav pri vseh teh boleznih. Ideja je bila že od vsega začetka, da se privabi strokovnjake iz celega sveta. Sprva je bilo to nekako omejeno na to širšo regijo in kasneje na evropsko regijo. Letos in lani pa lahko z veseljem poročam, da smo imeli tudi poslušalce oziroma udeležence tako iz Kanade, Velike Britanije, Švice, Nemčije in celo iz Mehike in Brazilije. Ponovno smo obravnavali vse te najnovejše metode zdravljenja bolezni hrbtenic, ki jim nekako zaenkrat še uspemo vsaj malo slediti, je pa to zaradi finančnega stanja v našem zdravstvu vedno težje. Vedno težje smo konkurenčni recimo Zahodni Evropi in pa Ameriki. Je pa to po eni strani kljub temu dobro, saj moramo zelo premisliti, katero novo metodo bomo uvedli v naše zdravljenje in katero ne. Tako da imamo tu recimo dosti časa, počakamo 2-3 leta, ko se kakšna metoda pojavi, da vidimo v tujini, ali je uspešna ali ne, in šele potem lahko tudi mi pri nas v Sloveniji štartamo z temi metodami. Poskušamo pa biti vsekakor inovativni in poskušamo
kolikor se da slediti temu napredku. Ne nazadnje smo na nevrokirurgiji v Mariboru pred 6 leti kot prvi uvedli sistem dinamične fiksacije ledvene hrbtenice. To je v bistvu učvrstitev hrbtenice, ki omogoča določeno gibanje, naravno gibanje hrbtenice, torej hrbtenice ne zatrdimo in je ne imobiliziramo, torej da ni gibna, ampak pustimo eno določeno fiziološko gibanje, kar uspešno uporabljamo še zdaj. Čestitke za vse te uspehe. Če dovolite pa še nekoliko bolj osebno vprašanje, ste že od malih nog želeli postati prav kirurg? Kirurg, ja. Od malih nog bom težko rekel, ampak kasneje pa je bila želja po kirurgiji in v bistvu po združitvi kirurgije in pa združitvi zdravljenja v bistvu živčnih bolezni. Torej, mene so vedno fascinirali živci kot takšni in v bistvu njihovo delovanje je v bistvu ta želja bila že od vsega začetka prisotna. Ja. Tudi sedaj pa se srečujete tudi z mladimi študenti medicine, z mladimi specializanti. Bi lahko rekli, da je veliko zanimanje za to vejo? Zanimanja ni prav dosti, kar se tiče spinalne kirurgije, torej kirurgije hrbtenice. Je pa tako, da imaš generacijo, kjer jih je 5-6 zelo zainteresiranih, zelo zagretih, potem pa par let nobenega. To je čisto individualno. Ja, sicer pa mora biti še kak koristen napotek za vse naše gledalce. Kaj torej narediti v vsakdanu, da se bomo resnično vsaj do neke mere zavarovali pred boleznimi hrbtenice? Že prej ste omenili, da svetujete veliko gibanja, ne preveč sedenja, kot ga prinaša sodoben stil življenja, pa vendar so določeni športi oziroma vadbe, ki so še pa posebej primerni. Absolutno. Za v bistvu preprečevanje, ki je v bistvu po mojem mnenju glavno zdravljenje, torej da preprečimo nastanek. Ko enkrat pride do obrabe hrbtenice, je že skoraj da prepozno. Poskušamo tisto obstoječe stanje nekako zdraviti. Kar se tiče pa v bistvu za preprečevanje, je pa, tako kot sem omenil, redna telesna aktivnost, krepitev hrbtnih in trebušnih mišic. Od športov pa bi izpostavil plavanje, kolesarjenje, hojo, tek in pa predvsem hojo z nordijskimi palicami, ki je v zadnjem letu zelo popularna in je v bistvu zelo priporočljiva za obolenja hrbtenic. Hvala za vse te koristne informacije. Jaz vam želim še veliko poslovnih uspehov, če lahko temu tako rečem, in upam, da se še kdaj srečamo v našem studiu. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Nocoj sem v studiu gostila specialista nevrokirurga dr. Matjaža Voršiča z oddelka za nevrokirurgijo UKC Maribor. Pod drobnogled sva vzela hrbtenične bolezni in okvare. Prepričana sem, da ste tudi vi izvedeli kaj novega in poučnega na to temo. Že sedaj pa vas vabim v našo družbo tudi prihodnji teden, ko bomo v znamenju rožnatega oktobra, ki je posvečen osveščanju in boju proti raku dojk, spregovorili o tej najpogostejši obliki raka, za katero obolevajo Slovenke. Moja sogovornica bo specialistka z oddelka za ginekološko onkologijo in onkologijo dojk, doktorica Nina Čas Sikošek. Če vas pesti kakšno vprašanje na to temo, nam ga lahko posredujete na elektronski naslov zdravnik@rtvslo.si in v prihodnji oddaji pričakujete odgovor. Bodite z nami. Lahko noč.